Čaka srečanje še v Mariboru, stadion Ljudski vrt, za prizorišče, za tekmo Maribor Bravo. Eni in drugi so morda od prvih 4 tekem pričakovali kakšno točko več na svojem računu, vsaj glede na ambicije in tudi želje kluba, ampak jasno, do konca sezone je tekem še kar veliko, tako da je možnost vseh popravkov praktično na voljo iz tedna v teden. In danes eni in drugi napovedujejo in gredo definitivno na zmago. Vemo, da je Bravo v preteklosti tu že znal ustvariti problematične trenutke za vijoličaste, ki pa prihajajo po zmagi na gostovanju v Ajdovščini pri Primorju, tako da so tudi z tega vidika nekoliko bolj pomirjeni. Čedomir Bumbič. V začetku prihodnjega meseca bo avstrijski državljan praznoval 26. rojstni dan. Tole je zdaj priložnost za Maribor. Ni bilo zaključnega strela Ođa. Ta prosti strel Benjamin Tete preko živega zidu. Vendar za malenkost mimo tesne vratnice gola Uroša Likarja. Po predložku Zuzija Babula je žogo priboril nazaj ob Ođu. Babula še nevarno. Nuhanović strelja, Bravo vodi. Ob vstopu v 19. minuto srečanja premalo zbranosti v bloku pri Mariborčanih in Bravaši so to znali izkoristiti. Že prej sem omenjal, da ima Sandi Nuhanović seveda dober udarec z razdalje. Enkrat so ga takole že pustili precej neoviranega, no tokrat pa je bil pri strelu bistveno bolj natančen, ampak morda celo ključno je bilo tole, da je Babula tule ukradel žogo preveč lahkomiselnemu Ođu. V tem primeru v nadaljevanju te akcije pa je Sandi Nuhanović s kakšnih 18 metrov matiral až Beta Juga. Pečar mu je podal, Nuhanović je bil povsem sam in na to z diagonalnim strelom v oddaljenejši kot matiral mariborskega vratarja. Nove težave za vijoličaste na domačem igrišču. Več kot očitno bosta morala Tete in Sudani znova nekako na to svojo individualno kakovost, kar je zdaj storil. Tete s podajo proti Repasu, Tete pred vrati, odbil je tole Gidado. Nuhanović, Stanković odložil Tojbibuju. Tojbibu zna takole zadnje vrste žogo povleči naprej, to je zdaj tudi storil in čaka na podajo pred vrati. Tojbibu, Kulušić, pa potem Pečar in zgolj nekaj centimetrov je ponovno ločilo Ljubljančane od zadetka. Manvan Zuzi, kakšen zadetek pa zdaj Taylorja! Po natanko 3 minutah igre v drugem polčasu z velike razdalje Erik Taylor in izenačenje v Ljudskem vrtu. Veselijo se tudi Viole, Likar je bil tule brez moči. Kakšen zadetek Erika Taylorja. Tole bo prava paša za oči, tudi o ponovljenih posnetkih. Izjemen strel z razdalje, tule poglejmo še enkrat, ni izgledalo nevarno Ođo Taylorju, no tu pa zdaj ni bilo bloka na strani Brava. Taylor je tole izkoristil, Bravaše pa je celo presenetilo, da je z te velike razdalje Taylor sploh sprožil proti vratom več kot 25 metrov od gola Likarja. Sijajno je zadev Taylor. Je zapravil žogo Brekiku, potem pa napaka tudi Tetea. Ampak žoga je prišla do Mbine, priložnost za Maribor. Tete v kazenskem prostoru, Tete strelja, Maribor vodi! Kako malo časa so potrebovali Mariborčani, da so prišli do popolnega preobrata. Manj kot 7 minut v tem drugem polčasu. Tete pa je tule tudi zvlekel maksimum. Kako je zadev tik ob desni vratnici gola Uroša Likarja, je tale žoga našla pot v mrežo po podaji Mbine. In kdo bi si upal napovedati po tako klavernem prvem polčasu, da bodo Mariborčani
že po dobrih 6 minutah drugega dela vodili, da bodo prišli do popolnega preobrata. Tule je bilo vse čisto po podaji Mbine. Poglejte, z kako težkega položaja je Tete tule super natančno meril in Maribor v Ljudskem vrtu vodi z 2:1. Alen Bubek je medtem že dal znak za nadaljevanje srečanja. Repas je tule prodrl, našel na levi strani Bombiča, žoga je šla proti Sudanju, še traja mariborski napad. Ođo, Repas, Sudani, še nevarno, Bombič in Likar na pravem mestu. Ampak prišel je Mbina do žoge, kot bo za Maribor. Nuhanović. Tete, izjemna ideja, tudi izvedba ni bila slaba. Mbina je prišel do žoge, nevarno je pred golom, bravo Mbina! Tule je skušal presenetiti Uroša Likarja, čeprav sta se ponujala pred vrati Ođo in Tete. Mariborčani, zdaj je seveda čas njihov zaveznik. Še eno menjavo bo storil Tandri Vermiš, v igro bo poslal Čipambo. Predložek na Teteja, priložnost in 3:1 za Maribor. Ni prepovedanega položaja, Bumbič je vknjižil asistenco, Tete pa dosegel še svoj drugi nocojšnji gol in zdi se, da je v 79. minuti tekma odločena. 3:1 za Maribor. Preobrat v drugem polčasu. Benjamin Tete pa se je razveselil svojega tretjega zadetka v tem prvenstvu. Skupno pa 14. v slovenskem državnem prvenstvu. Takole še enkrat ne, prepovedanega položaja zagotovo ni bilo. Atemona je zgrešil žogo, poglejte, Bumbičev predložek, Atemona je zgrešil v bloku, potem pa tudi Likar ni mogel storiti več kaj dosti. Takole je Tete zaključil, Likar se je žoge sicer še dotaknil, ampak ta je na koncu končala v mreži Brava in Maribor vodi s 3:1. Dvojna podaja na relaciji Babula Šabotič, igra z roko in 11-metrovka. 11-metrovka. Mislim, da je tam Bumbič igral z roko povsem po nepotrebnem in Bravaši imajo priložnost, da vendarle tale zaključek naredijo bistveno bolj dramatičen. Babulaja seveda precej manj pozna, kar se tiče izvedbe o najstrožji kazni, ampak tudi tokrat je bil blizu až Bejuk. Bravo pa je vseeno prišel do znižanja. 3:2 v Ljudskem vrtu in spremljali bomo, kot kaže, dramatičen zaključek tekme. Ja, težko rečem, da je to krivo, ampak takoj, ko so se Mariborčani znova vrnili igri z enim napadalcem, so prejeli zadetek. Šabotič. Nuhanović, tokrat se ni odločil za strel z razdalje, kot v 19. minuti, ko je premagal naš Beta Juga. Očitno prostora ni bilo dovolj. Brecelj, Atemona, Tojbibu. Tečejo zadnje sekunde dodatka, priložnost za Bravo, gneča 3:3. 3:3 v Ljudskem vrtu. Neverjetno. Bravaši so na koncu le prišli do točke v Mariboru. S tako mlado zasedbo uspeli po zaostanku s 3:1, ko sem jih tudi sam praktično že odpisal, priti do izenačenja in znova jeza mariborskih navijačev. Veliko se jih je tule kar ustalo in zapustilo svoja mesta. Tule pa še enkrat tale akcija. Roko Patin, ki je pred nekaj trenutki vstopil v igro, dejal sem že, dosegel 10 golov doslej v prvi slovenski mladinski ligi. Je v zaključku zadev
dva rezervista, Precelj je podal pred vrata, Kopatin pa takole zadev za 3-3 v Ljudskem vrtu. Spodobi se in pravično je, da iz ekipe Brava spregovori onak te tekme, lahko rečemo Rok Kopatin. Čestitke najprej za prvi zadetek v prvi slovenski nogometni ligi, pa morda gremo na to, kako je, ko ga zabijete Maribor v Ljudskem vrtu za 3-3. Ja, najprej hvala lepa. Mislim, občutki so res fenomenalni, ne. Maribor mi očitno leži že prejšnji teden za mladince, zabil tukaj, sicer ne na Ljudskem vrtu, ne, to je še nek dodatna motivacija, dodatni občutki, boljši občutki, sploh pred tako publiko, dajmo reči, no, tako da res izvrstno, no, vrhunsko. Le nekaj minut ste bili, oziroma bolj rečeno trenutku ste bili na igrišču, zlata menjava, lahko rečemo Aleša Arnola. Kakšna so bila navodila, preden ste prišli na... Ja, zlata menjava, joker z rokava, as iz rokava, kakorkoli. Navodila, ja, del se od sebe, potrudi se, naredi kar znaš, gremo gor, v pres, stisnemo, pusti vse na igrišči in ja, trud se na koncu zmeri splača, tako da poplača. To je to, prvi gol, 90 plus, remi, točka, gre z nami nazaj v Ljubljano. Točka zelo velika, videl sem, kako je proslavil tudi vaš strateg, ko se je sprehodil, oziroma bolje rečeno stekel v tunel in se zadrl. Prvi polčas ste oddelali zelo dobro, potem imeli priložnost, da bi šli na 2-0, pa iz naslednjega napada prejeli gol na 1-1 zaostali. Kako je bilo to spremljati, morda z roba igrišča, kako je to spremljal trener, vaša ekipa, kako ste potem vi vse dojemali, ko ste se vrnili? Ja, bilo je definitivno živčno, malo na klopi, sploh po vodstvu, pa na koncu preobrat. Maribor vodi 2-1, ampak ja, se je čutila neka energija na klopi, že skozi celotno tekmo, bom rekel, da je bila opcija, da prijemo nazaj, da se vrnemo in evo, na koncu smo res to naredili. Prišli 3-3 in evo, točka z nami. Najlepša hvala in srečno. Hvala tudi vam. Jan Repas, zdelo se je, da po rezultatsko slabem prvem polčasu imate vse v svojih rokah, potem tista nespretnost, kar se tiče 11 metrovke, pa lahko rečemo tudi nespretnost pri neki komunikaciji, izbijanju pri tej visoki žogi. Kaj se dogaja v teh ključnih trenutkih? Ja, zelo dobro smo prvi, drug polčas, nekako zadeli 3 gole. Na koncu pa je spadal nekako mlado, naivno, dobi 2 gole. Na koncu v Ljudskem vrtu je pač nedopustno. Mogli se bomo naučiti kaj iz tega, da je včasih treba tudi kakšno sekundo vzeti. Sploh ne vem, kaj ne rečem. Ne vem. Tako tekmo treba zmagati. Kako težko je vam poslušati žvižge ob koncu prvega polčasa, pa zdaj seveda po koncu tekme, kot nek vlakec smrti so te tekme v Ljudskem vrtu v tej sezoni, vse zaenkrat? Ja, že mislimo, da bomo naredili neko dobro serijo, potem pa takole na tak način zgubimo točke. Žvižge čisto zasluženo, nekako so nam danes spodbudo za drugi polčas, dobro smo vstopili v njega. Vse šlo v bistvu po planu, na koncu pa pač 2 gola iz nič. Morda samo še nekaj o tem, to vem, da tudi zanima navijače Maribora. Velikokrat se zdi, da ni tistega kontrapritiska, ki se je napovedoval, kako to vi z igralskega zornega kota spremljate, ni visokega pritiska. Maribor ni morda toliko pri žogi, kot bi pričakovali navijači na tribunah, tudi zato neka nestrpnost. Ja, verjamem, imajo svoje pričakovanja sigurno in bomo poskušali pač nekako to, kar se pač dogovorimo navodila trenerjev, izvršiti, drugače pa ja, proti pritisk, če smo daleč od igralca, težko izvršiti. Tako da se pravim, drug polčas je bil v redu do zadnjih 5 minut. Jan, coach Henry Vermeš, your face says it all. You had everything, it was 3-1, at the end is 3-3, loud whistles after the first half. You were very good in the first 15-20 minutes in the second half. And then the last 5 minutes of the match, it's something... Yeah, it is a summary of the game. First half we didn't start the game well, then we take the things in our hand, but
They have already scored the 1-0. We should not wait to wake up until they score always the first goal. But then we wake up and we played a good football also first half. But the result was 0-1 down, so we thought to change some things, some big changes, and it responded very well. Second half the team played very good football, very positive football. We were high on the pitch, we pressured, we had so many chances, we could do more than 3. But normally after 3-1 it should be also be enough to finish the game. And last 5 minutes we cannot concede so easy goals. It was the last action also of the game. So maybe we could be more attention, but the players, we are all now very, very disappointed after this unnecessary draw. Tomorrow on we will keep on working. We cannot say any more thing. You changed the tactic from the first to second half with 3 in the center back, 2 attackers. Maribor was very good. You were close to the opposite player. I think that you would want that this 20 minutes at the beginning of the second half would last not the whole second half, because this is hard, but at least 35 minutes, 40 minutes. Yeah, actually it has continued because we scored also the third goal 78, 79 minutes. So the team was always there. They were not so dangerous, our opponent. We were maybe sometimes giving them chance, but otherwise they were never in dangers, and even close to our goal we were always there to score goals. We attacked with many players. My team produced enough chances second half to win the game, and we take the game in our also hand 3-1. But so easily, unfortunately, we have given 2 points today, and we are very sorry for it. You're now here for some time in Maribor. You always say that Maribor is a big club. The fans were whistling after the first half, now after the match. Do you still think that you can turn this around so Maribor will play not just 15 minutes like in the second half, but the whole match? Do you feel that you're the right man for the job? Of course, and today was a big opportunity to be together with the fans and to make our fans happy with a home victory. That's why we are all very disappointed, because we wanted to be happy and celebrate this victory. My players especially wanted to celebrate this victory with our fans, and it didn't happen. The whistles are very normal, because this group of fans are used to victories, used to series of victories, and unfortunately we couldn't deliver them a home victory so far. So I find this very normal. Otherwise would be different and abnormal, not normal in Maribor. That's why we are very disappointed today. Thank you. Aleš Arnol, priznam, da sem vas danes prvič videl takšnega v tunelu, ko ste slavili to točko. Koliko vam pomeni, zakaj vam je tako posebna? Ja, zaradi več razlogov. Zato, ker nam je šla tekma v 10 minutah drugega polčasa izredno narobe. Po tem neverjetnem strelu stal sem diagonalno za tem strelom in res je šla neverjetno v situaciji, ker sem mislil, da imamo vedno bolj stvari pod kontrolo, in je tekmo povsem zavrtela. V tistih 10 minutah smo res tekmo skoraj izgubili, ampak pri 3-1 je pa ključen moment, v bistvu, da nismo odnehali. Videli ste, da na klopi povsem vsi igralci na klopi razen vratarja lahko nastopijo za mladinsko ekipo, se pravi poleg tistih in vedeli so, da danes bo prišla njihova priložnost. Opozoril sem jih na to, da danes bo pač prišel trenutek, ki je lahko zelo pomemben. In na koncu sta v bistvu na zadetek na 3-3 zrežirala 2 fanta letnika rojena, slovenska fanta rojena 2007 v gosteh proti Mariboru, ob tem, ko so bile dodane zgolj 3 minute sodniškega podaljška, kjer smo čutili, da lahko še ustvarimo nekaj premoči, in tukaj sem se res, moram reči, sem bil izredno presenečen, da je do tega prišlo, ampak kljub vsemu smo te sekunde izkoristili in zmagali tekmo. In glede na to, kakšne težave imamo zdaj in jih bomo imeli še sigurno do reprezentančne pauze zaradi teh nekih malih poškodb, in v naši oski ekipi to pomeni ogromno. Sem pa izredno vesel za te mlade fante, zato ker vem, kako težko je skočiti na ta nivo, in jim danes čestitam in vsem skupaj za točko, ki je zame velika kot 3. Kopatin je bil zelo samozavesten na izjavi, to je nekaj, kar lahko tudi vas navdušuje. Delal sem že kar nekaj intervjujev z igralci, ki so dosegli prvenec. On je zares zasijal tudi tukaj pred mikrofonom. Ste vedeli, da je dosegel tudi, oziroma zagotovo ste vedeli, da je dosegel prejšnji teden gol proti Mariboru? Tako. In tudi v lanskem letu eno izmed odločilnih tekem za naslov državnega prvaka mladinske ekipe proti Mariboru je ponovno zabil.
Morate vedeti, da nekaj let nazaj je bila pri njem taka situacija, da po poškodbi ni bil prepričan, ali bo z nogometom nadaljeval ali ne. In zdaj, ko poznaš vse te zgodbe fantov tudi v ozadju, ko poznaš te situacije, kako njihova kariera gre, si pač še posebej vesel zanj. Tako da ampak na koncu, jaz sem vesel, da je samozavesten, sem vesel, da zaupa svoje sposobnosti, nogomet pa itak sam prepelje vse pasti, vse pokaže in takrat smo vsi skromni na realnih tleh, ko damo vse to skupaj skozi. Če se vrnemo še na tekmo, Maribor je v drugi polčas vstopil s 3 v zadnji vrsti, tudi vaš nekdanji varovanec je prišel na mesto desnega štoperja, dobil na širini, pa dobil seveda tudi dodatno moč in hitrost v napadu z Mbino, ampak z izjemo tistih morda 15 minut, ko ste zelo trpeli, pa so vaši fantje dobro odreagirali, sploh glede na to, koga ste imeli na klopi, kako ste bili zdesetkani, vas to zadovoljuje? V bistvu smo jim mogoče še malo prepočas pomagali, v bistvu nismo jih želeli zmesti, ker smo iz enega razporeda v prvem polčasu spremenili v polčasu v drugega, se to ne gre za velike spremembe, ampak ko so enkrat Mariborčani začeli za 3 v zadnji, smo rabili nekaj minut, da smo videli, kako se jim zoperstaviti. Potem smo mi v bistvu nasprot stopili tako, da smo vezno linijo kvalitetno pokrili in takrat naprej smo kvalitetno izvrševali pritisk in ne dovoljevali prelahkih prehodov gor. Je pa dejstvo, da Maribor razpolaga s takšno kvaliteto na vrhu, da v trenutku, ko pustiš preveč prostora, si za to kaznovan, ampak mi smo bili v položaju, ko je bilo potrebno iti v riziko. Predvsem pa sem čutil do zadnjih sekund, da verjamemo, da ne bomo odnehali in da tudi mladi fantje se kvalitetno umirili na žogi, ko je bil čas za to, nasprotnika je prostor ponudil. Mi smo ga izkoristili, lahko ga tudi ne bi, ampak zato sem posebej vesel. Vem, da ste euforični, ampak vseeno je to lahko zdaj ta točka preloma, ki ste jo potrebovali pred zadnjim dnevom prestopnega roka, čutite? Ne, nisem euforičen, jaz sem vesel, vesel sem danes zaradi fantov, ampak točka preloma, tako kot sem rekel, pri nas zaključek prestopnega roka, bo v bistvu čas po reprezentančnem premoru, ko bomo ekipo dobili nazaj vse fante, ki imajo trenutno manjše poškodbe in ko bomo dopolnili ekipo do konca, ampak tudi takrat bomo potrebovali nekaj časa, da se uigramo. To je, Bravo ima svoje pluse, ima na drugi strani tudi svoje minuse. Jaz v bistvu odločitev vodstva, ki ne želi storiti preveč napak v prestopnem roku, ker operiramo z nižjim proračunom, razumem, spoštujem in zato verjamem, da bo potrebno malo potrpežljivosti in da bomo sezono lahko uspešno zapeljali. Aleš, najlepša hvala in srečno. Hvala tudi.